Borzna provizija, se pravi Ljubljanske borze, je 3-krat višja kot KDD, brokerske provizije so pa 10-kratno višje kot KDD. Mi smo daleč najmanjša provizija, dajva reči v tem življenjskem ciklu vsake transakcije, zato pa KDD, da živi, rabi seveda maso inštrukcij. KDD je tako imenovani back office finančnega sistema, mi nismo neki, kar ljudje z ulice zaznavajo ali smatrajo, da bi bili sploh potrebni. Nihče ne razmišlja, kaj se v ozadju, v drobovju te operacije zgodi, da človek, ki recimo delnice kupi, na varen način, predvidljiv način, ob isti uri prejme denar. A imate vi mogoče evidenco, koliko je trgovalnih računov odprtih v Sloveniji? 110 tisoč. Potenciala je v Sloveniji ogromno, seveda treba ga adresirati od projektov pismenjevanja do ponudbe inštrumentarja in bo. Vidite, denar je res ogromno na bankah, samo treba ga mobilizirati. To ni proces, ki traja nekaj tednov, ampak gre za dolgoletne procese. Ko ti kupaš recimo delnico, recimo Krke ali pa Petrola ali pa karkoli preko Trade Republic, a si lastnik delnice ali nisi lastnik delnice? Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Mi nadaljujemo z našo zgodbo seciranja stroškov provizij individualnih naložbenih računov. Danes se bomo poglobili v provizije klirinško-depotne družbe KDD. Pred mikrofonom je Davor Pavič, član uprave KDD. Preden skočimo na vsebino, vas vabim, da vseeno še preverite na naši spletni strani money-how.si INR primerjalnik, kjer lahko v bistvu primerjate stroške vseh ponudnikov INR-jev. Mimogrede, v podcastu boste tudi slišali, koliko računov je bilo odprtih v pravzaprav parih dneh. V 3 dneh se mi zdi, in sicer 440 je povedal gospod Pavič v epizodi, ampak potem na offu sva se pogovarjali o omenil številko 482 računov, INR računov. Tako da, kar zanimiva debata, predlagam, da si prisluhnete. Hkrati pa seveda vas vabim, da obiščete našo spletno stran. Objavili smo članek in sicer s katerim indikatorjem si lahko pomagate pri vstopu na borzni parket. Izpostavili smo en indikator, ki zna biti kar zanimiv, tako da predlagam, da si tudi to preberete. Hkrati spremljajte vsebino vezano na INR, ki jo pač objavljamo sproti, in mislim, da vam lahko zelo pride prav, sploh če se še niste povsem odločili, katerega ponudnika bi izbrali in sploh kakšno strategijo bi ubrali znotraj INR-ja. Seveda pripravili smo tudi bootcamp, tako da si lahko tudi preverite pod INR ali pa na sekciji dogodki, imate seveda tudi bootcamp o INR-ju. Tako da vabljeni in pa prijetno poslušanje. Pozdravljeni, dobrodošli na podcastu MoneyHow. Dober dan tudi vam. Zdaj, ven so prišli individualni naložbeni računi. Marsikdo zdaj z zanimanjem opazuje oziroma gleda cenike brokerjev, borznih ponudnikov in individualnih naložbenih računov in marsikdo se čudi, kaj za vraga počne klirinško-depotna družba in zakaj zaračunavate vse te stroške. Tako da, veseli me, da ste danes si vzeli čas, da se bomo o tem pogovorila, pa bi začela kar s prvim vprašanjem. Kaj je glavna funkcija klirinško-depotne družbe KDD-ja? Hvala za vprašanje. Za tak odgovor se moramo vrniti celo 30 let v zgodovino, ko je bila klirinško-depotna družba ustanovljena leta 1995 in sicer za opravljanje poslov zbirne hrambe vrednostnih papirjev, torej da so vsi nematerializirani vrednostni papirji izdani na istem mestu, kar omogoča seveda neke sinergije in pri poslovanju, ter tudi zagotavlja pravno in tehnično varnost pri prenosih. Nadalje je KDD pričela takrat v povezavi s trgovanjem na Ljubljanski borzi ugotavljati in izpolnjevati obveznosti sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji ter voditi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev. No, pol pa če preskočiva 20 let, ko se pravi iz prvih 5, 6, 10 storitev, je KDD zdaj opravlja že med 40 in 50 storitvami, ki so zelo podobne vsem depozitarjem v razviti Evropi oziroma v evroconi, ker gre za neko zelo standardizirano storitev, zelo regulirano storitev. In danes je KDD povezana z vseevropskim sistemom za poravnavo vrednostnih papirjev, ki sliši na ime Target 2 Securities, upravlja ga Evropska centralna banka v Frankfurtu
In če se navežem na vaše prejšnje vprašanje, kaj vse KDD počne, nič takega, kar ne počne kdorkoli drugi v tem poslu. Ta posel je pravno kompleksen, tehnično kompleksen in od tod tudi ta pač široka paleta različnih postavk, ki se na posamezne storitve seveda zaračunavajo. Storitve pa v pomembnem deležu zagotavljamo tudi tujim finančnim posrednikom in tudi centralnim depotnim družbam po celi Evropi. A sva lahko mogoče majčkeno praktična in sicer greva pojasniti, kaj se v praksi zgodi v ozadju, ko vlagatelj kupi recimo neko delnico na Ljubljanski borzi? Kje je tukaj KDD v tem procesu? KDD je tako imenovani back office finančnega sistema. Mi nismo nekaj, kar ljudje z ulice zaznavajo ali smatrajo, da bi bili sploh potrebni. Seveda, ko greš ti vrednostne papirje kupiti, je prva interakcija z borzno-posredniško družbo ali banko. Nihče ne razmišlja, kaj se v ozadju, v drobovju te operacije zgodi, da človek, ki recimo delnice kupi, na varen način, predvidljiv način, ob isti uri prejme denar in če prodajalec vrednostnih papirjev prejme denar in kupec vrednostnih papirjev prejme delnice. To je zelo poenostavljeno nek prikaz resnično kompleksnih krogotokov in sistema njegovih zalednih procesov. Zdaj pa, če greva po dnevih, kako se to zgodi. KDD iz Ljubljanske borze prejme poročilo o trgovanju, to je približno konec trgovalnega dneva med 4. in 5. popoldan. Na tej osnovi seveda računalniki preverijo, ali imajo prodajalci zadostne količine vrednostnih papirjev za prenos v dobro kupca. Nato se izvedejo na teh računih rezervacije zahtevanih količin. V skladu s trenutno veljavno EU regulativo se poravnava borznih poslov izvede v ciklusu T+2, se pravi 2 dneva po sklenitvi posla, se pravi, če sva zelo plastična, ponedeljkovi posli se poravnajo v sredo, torkovi v četrtek, sredini v petek, četrtkovi naslednji ponedeljek, petkovi pa naslednji torek. No, na to KDD pripravi še vedno ob koncu trgovalnega dne poravnalne inštrukcije, ki seveda pol stojijo v sistemu do T+2, ko se vnese v ta evropski poravnalni sistem, kjer se pa v varnem okolju prenesejo v centralno-bančnem denarju denarna sredstva na prodajalce vrednostnih papirjev in vrednostni papirji na kupce vrednostnih papirjev. A vas lahko najprej vprašam, ko ste rekel 2 dneva po sklenitvi se zgodi ta poravnava, a ne, ker ti kot investitor vidiš, da je v bistvu takoj prikazan na tvojem računu, da si v bistvu kupil te delnice ali karkoli že, ne? Ampak v Mogoče ozadju, na obračunu, na računu ne more biti, ne? Na računu pride šele čez 2 dni. prav, če kupiš na Ljubljanski borzi, pride Ja. delnica šele čez 2 dni se ti prikaže na Seveda, v celi Evropi, ne. To je standardno po celi Evropi. Se pravi, tudi če preko Interactive Brokersa kupiš, tudi Absolutno. traja toliko časa, da se ti prikaže. Ampak ti dobiš v To bistvu ni, da traja toliko časa, to so dogovorjeni ciklusi poravnave. ne, zaradi tega, ker ti dobiš obvestilo, naročilo je izvršeno. Tako, izvršeno. Izvršeno, ni pa še poravnano. Okej. Tako. A se lahko zgodi scenarij, da mogoče, ko ste rekel, da se potem preverjajo te zadeve, da mogoče ni dovolj delnic za poravnavo? Ja, seveda se zgodi, ali se borzni posrednik zatipka, ali pa gre lahko pa tudi neka short prodaja se zgodi in pol ima na T+1 čas, da si te papirje za poravnavo sposodi in zagotovi svojo pozicijo, da se lahko prenesejo v dobro kupca, če pa ne, obstajajo zelo kompleksni mehanizmi buy-inov, sell-outov, ki zagotavljajo, da se taka zadeva ne zgodi. KDD-ju se v 30 letih poslovanja taka zadeva ni zgodila na T+2, da karkoli ne bi bilo tam, kjer je. A vas lahko tukaj še vprašam, verjetno spremljate kriptotrg, ne? Ne, Sploh? sploh ne. Okej, ker verjetno tam potekajo stvari bistveno hitreje kot pa tukaj. Glejte, na kriptotrgu ciklus je pravno določen. Na kriptotrgu potekajo stvari počasneje kot tukaj. Tukaj se da, če ne kupiš papirje na Ljubljanski borzi, se poravnava zgodi v sekundah. Sicer ne vem, kako se zgodi na kriptotrgu, ampak je precej bolj deregulirana
tako da težko to komentiram, ampak midva se pogovarjava zdaj o borznem ciklusu. Kjer je T+2, se pravi T+2 dni, če pa poslujete s papirji izven borznega trga, so pa to sekunde štete ali manj. Se pravi, s to poravnavo je potem tudi urejeno, se predstavljam, lastništvo delnice ali pa katerega koli inštrumenta. Ja, tukaj gre za pravni koncept dokončnosti poravnave. Poravnava je dokončna, ko KDD dobi, to spet govorimo o sekundah, potrditev, da so vrednostni papirji na računu imetnika, to pa pride poseben tip messagea iz evrosistema, ki potrjuje tehnično in pravno, da ste vi recimo na T+2 imetnica 100 delnic Krke, če bi kupili 100 Krke. Še eno vprašanje imam, ker recimo Trade Republic, to nas je tudi večkrat na to opozori Marko Bombač iz Ljubljanske borze, pa tudi drugi borzniki, da ko ti kupiš recimo delnico, recimo Krke ali pa Petrola ali pa karkoli preko Trade Republic, da ti v bistvu nisi lastnik delnic. A si lastnik delnice ali nisi lastnik delnice? Glejte, to vprašanje Trade Republic konkretno ni član KDD. Ja. Se pravi, da vemo pa vsi, da prek njih se da slovenske delnice kupovati. Torej, uporablja nekoga, ki je član KDD-ja in borze, in tako se tvori tako imenovana posredniška veriga. Ki je tukaj verjetno, ne vem, eden ali pa dva člana vmes, kar pomeni, da ti še vedno si lastnik, nisi pa neposredno. Se pravi, da če on poravnava preko neke tuje banke, je ta banka v svojem imenu za tuj račun lastnik. Tako da so te verige lahko zelo dolge. Se pravi, to v delniški knjigi vidimo pod fiduciarni račun. Si predstavljam. Aha, Tako. zato nisi zaveden kot. To je račun, ki agregira stanja imetnikov, običajno iz tujine, in ne razbija analitiko po posameznih imetnikih. Ne? Se pravi, če bi, ne vem, 3 državljani Nemčije kupili Krko, vsak po, ne vem, 100 delnic Krke, bi v naši delniški knjigi se bi kazalo konec dneva, dajva reči, če je njihov poravnalni agent Deutsche Bank, bi se kazalo Deutsche Bank fiduciarni račun 300. Ne vemo pa točno kdo. Kdo pa ve, nemški nadzornik trga. On pa ima podatke. Kaj pa recimo jaz kot slovenski državljan sem tudi potem zavedena pod nek. Ne, slovenski državljani so zavedeni neposredno v delniško knjigo. Se pravi, tudi če kupiš preko Trade Republic. Ne, prek Trade Republica ne, to je tuji posrednik. Če bi kupili prek domačega posrednika, ste direkt. Prek Trade Republica ste pa zavedeni prek tujega. Ja? Aha, zato v bistvu nisi zaveden v delniški knjigi. Tako. Aha, ok. A se lahko mogoče dotakneva vseh teh provizij, ki jih zaračunavate? Marsikdaj slišim od brokerjev, da ne morejo znižati stroška nakupa zaradi tega, ker je toliko drugih stroškov obešenih gor, vključno s KDD. A lahko mogoče greva pogledati, kateri so te stroški, ki najbolj bremenijo vlagatelje? Glejte, zdaj ceniki KDD-jev so javno objavljeni, omogoča absolutno primerjavo. Že iz primerjave vam bom povedal, seveda, mislim, taka izjava je moram reči, ni osnovana na nekih resnih številkah. Vi morate vedeti, da pri KDD-ju je poravnava borznih poslov, če se o borzi govoriva, se zaračunava v višini 0,37%. Že borzna provizija, se pravi Ljubljanske borze, je 3-krat višja kot KDD, brokerske provizije so pa 10-kratno višje kot KDD. Mi smo daleč najmanjša provizija, dajva reči v tem življenjskem ciklu vsake transakcije, zato pa KDD, da živi, rabi seveda maso inštrukcij. Razpolagamo, se pravi, neko sliko, kaj je za nekoga predrago ali ni, pravim, vsi depozitarji v Evropski uniji so dolžni razkriti svoje cenike, ta primerjava in konkurenčnost je jasna, kdo koliko za katero storitev zaračunava. Mi razpolagamo tudi študijo, ki je recimo, mislim, da je 6-7 mesecev stara, ki so naredili priznani slovenski ekonomski strokovnjaki z primerjavo vseh evropskih KDD-jev, ki kaže, da so celo ceniki KDD-ja kar krepko pod evropskim povprečjem. Tako da poglejte na avstrijski borzi ali pa nemški borzi, ki imamo radi, koliko stane nakup pač nekih papirjev v željenem, recimo 10.000 evrov, tako naprej. Je pa to seveda kompleksna zadeva, ne gre samo za transakcijo, zaračunavajo se tudi
vodenje delniških knjig, ampak to je strošek izdajatelja, izplačila dividend, ki se zaračunavajo in tako naprej. Morate povedati, da neposrednega stika KDD z zaračunavanjem imetnikom nima. KDD svojo storitev proda borznim članu ali pa posredniku, nato pa on nadgradi svojo maržo. Tukaj pa mi nimamo ingerence, kako maržo zaračunava. Ali to izplačilo dividende, a to vsi depozitarji po Evropi zaračunavajo? Ja, meni ni znan nihče, ki ne zaračunava. Aha, ampak ni pa prenešeno to potem naprej na končnega uporabnika, pri nas pa je. To pa jaz ne vem, kako, recimo, če bi Raiffeisen, sem prepričan, na Dunaju vam dividendo izplačal, vam bi to zaračunal. Mi kot KDD imamo v portfelju neke tuje papirje in se nam zaračunava izplačevanje dividende. Pri nas je to strošek par 10 centov, pri brokerjih je pa pač toliko, kot si lahko pogledate. To zdaj govorite o teh klasičnih brokerjih, ampak te recimo diskontni, kot je Interactive Brokers, pa mogoče celo kakšni brezprovizijski pa tega ne zaračunavajo. Možno, da ne zaračunavajo, jaz njihovih cenikov, se pravi, oni niso niti naši člani, ne poznam, ampak zagotovo ni, zastonj kosil ni, zaračunavajo pa kakšne druge reči, ki jih pa naši ne. To je pa res, to ste zelo dobro povedali. Zastonj kosil v svetu financ ni, vse se zaračuna. Zdaj, ko so pri stroških, greva pogledat, zdaj omenjali smo transakcije, vzdrževanje stanj. A nam lahko vi pojasnite, kaj to pomeni vzdrževanje stanj? Vzdrževanje stanja je pač neka postavka cenika, ki je tudi znana v vseh razvitih državah. Gre za nek bazično točko portfelja, ki jo KDD zaračunava članom, člani pa naprej seveda imetnikom. In iz teh prihodkov KDD vzdržuje register, vzdržuje kibernetsko varnost, ki je nek imperativ tega posla. V bistvu je daleč največji del stroškov KDD je tudi vezan na kibernetsko varnost in KDD mora zato imeti nek stabilen, predvidljiv vir. Pri delnicah je to približno 1,3 do 1,5 bazične točke, to je tam četrta, peta decimalka na leto se zaračunava vrednost portfelja. Kaj imamo še korporacijske dejanja, ste že omenili, to so izplačilo dividend, obresti in drugih zadev. Kaj še sodi zraven? Korporacijskih dejanj obstaja desetine, tako da ne bova šla v neke strašne podrobnosti, ampak gledajte, tudi od tega, kar zaznavajo vlagatelji na borzi, tipično je cepitev delnic, se pravi, to je že izvajala Krka, izvajala Petrol, izvajala Cinkarna, tudi združevanje, poznamo vsi korporacijsko dejanje prevzema, korporacijska dejanja oddelitve, spojitve, pripojitve in tako naprej. Mogoče je občutek, ko trgujemo preko tujih brokerjev, malce drugačen, zaradi tega, ker imajo pripravljene neke pakete in se ti kot uporabnik ne rabiš poglabljati, ne greš gledati toliko v detajle, kot recimo pri nas, ko imaš pa res tako razčlenjen cenik. A se vam zdijo naši ceniki zakomplicirani? Ja, ker so zakomplicirani tudi v tujini, odprite si od koga. Vi imate občutek, da v tujini je to bistveno lažje, ker odprete cenik brokerja, ne pa cenik klirinško-depotne družbe na Dunaju, recimo. To je kompleksen posel, seveda so zakomplicirani. Ja, verjetno, jaz mislim, da marsikateri vlagatelj se ne poglablja toliko v globino, ne gre gledati depozitarje pa njihove cenike, ampak ti sam pogledaš, koliko tebe broker stane, koliko tebe košta v bistvu transakcija. Ja. In broker verjetno ima v svoji tarifi že vgrajeno strošek depozitarja in ne greš. Verjetno bi bilo to mogoče celo bolj smiselno za nas, da bi bilo podobno, da se ne bi rabo ukvarjati z vsemi temi provizijami, ki jih zaračunavate. Ja, mislim, to je stvar strategije borznega posrednika, kako oblikuje cenik. Jaz tu ne morem. Ja, se vem. Eno vprašanje, zakaj KDD zaračuna tudi odpiranje računa? To je enako, zakaj banka zaračuna odpiranje računa. Zato, ker ima sistem v tem vodi stanja, vse to je vezano na stroške. Treba je vzdrževati računalnike, treba je vzdrževati backupe. Ampak a ni to že v tej proviziji vzdrževanja vključeno vse noter? Ne, to je vzdrževanje stanj, to ne piše vzdrževanje računa. Odpiranje računa je odpiranje računa, odpreš račun. Ne razumem, zakaj KDD to mora zaračunati. Razumem, da broker zaračuna, tudi to ne razumem, ampak okej, recimo. Gledajte, broker odpre to v sistemu KDD. V sistemu KDD odpre, zaradi tega, da se potem znotraj tega sistema vodi. Broker ima za to nekoga zaposlenega, ki
mislim, mora plačevati fiksne stroške, plačo zaposlenega, pol, mislim, ne gre to, da bi bilo čisto vse zastonj, to tako ne gre. Razumem. Ampak dejansko se res nismo mogoče prevečkrat ukvarjali nismo šli secirati vaše cenike in se ukvarjali v bistvu s tem, kaj pravzaprav KDD počne, a ne. Sem prepričana, da marsikdo se ni, no. Vi ste, Ne, da zagotovo, a seveda. ne, saj tudi mislim, da tudi nekaj se ne pojavljate v javnosti. Nisem vas prav preveč zaznala tako po medijih, ne. Mogoče vas niti ne kontaktirajo, Ja, ker saj vam pravim, mi smo back office, interesantni so pač front offici, brokerji, mi smo neko drobovje finančnega sistema. Saj glejte, vi tudi kartico, vsak od nas uporablja Viso ali pa Mastercard, saj točno ne veste, z mano na čelu seveda, kako ta procesiranje poteka, ko greste vi v Italijo, pa si nekaj kupite. Kako dve banki med sabo komunicirata, data to pozicijo, pošljeta, poravnata, da točno tista trgovina s plaščem, ki ste si ga kupila, dobi denar tisti dan. Saj se ne ukvarjate s tem, ali se? jaz, ne, se ne. No, Tudi in to je identičen primer, ne. Ti gledaš, koliko v prvi fazi, koliko tisti plašč stane, nato pa provizijo, ki jo za kartico plačaš, ne. To drobovje finančnih inštitucij, ki obdelujejo kartice, prenašajo denar, to redki poznajo. V Sloveniji recimo to počne ja, Bankart. Pa dvomim, da so imetniki kartic poznajo cenik Bankarta. je jaz Močno tudi dvomim. dvomim, iskreno. Am Ja, tudi tukaj je a podobno, a ne. vas Človeka zanima, ali ta stvar deluje deluje, pa na pod koncu. črto zanimate v bistvu strošek, ampak ne Koliko te greš stane, ne. ne Točno. greš gledat pol Tak mogoče toliko v globino, se ja, strinjam, ja. KDD je edini centralni depozitar za slovenske vrednostne papirje. tako je, Se ja. pravi, gre za ali to imate kot neko, vam je država podelila to možnost, a mislite, da bi lahko obstajala neka konkurenca, da ne bi bili edini? Obstaja kot ta monopol, je tukaj že zakonsko odstranjen, nov KDD lahko odpre kdorkoli, kadarkoli, tudi OEKB v Avstriji, edini depozitar za avstrijske papirje, ne. Ampak pravim, tukaj, če nimaš mase, posel je problem tukaj, če nimaš mase. Ker mi živimo na četrti, peti decimalki vrednosti in to ti lahko samo masa reši. Ja, zdaj, ko ste že večkrat omenil, da kako ustvarjate v bistvu prihodke, kako pa dejansko ustvarite prihodke v praksi? Se pravi, Z nudenjem vseh storitev, saj pravim, mi smo začeli s 6, 7 storitvami, zdaj je tega čez 40 različnih storitev. Vse, da ne greva v neke podrobnosti, so razvidne iz javno objavljenega cenika na naši spletni strani. Zaračunavajo se v največji možni meri v izdajateljem vrednostnih papirjev in posrednikom. Nimamo pa nekega stika z populacijo. aha, omenili ste na začetku tudi portfelj, pa Raiffeisen, a tudi trgujete oziroma kupujete vrednostne papirje? Mene Ja. sprašujete? Ne vas Kot kot osebno? KDD sprašujem. Zelo malo, zato ker mi smo tako strogo regulirana dejavnost, da se nam naložbe odbijajo od kapitala, tako da so to še neki nepomembni ostanki v višini par tisoč evrov še iz časov, ko smo to smeli Aha. početi. Kaj pa vi osebno, zdaj, če sva že pri tem? Jaz osebno ja. Se Osebno ja, ampak ne preveč, zato ker sem vložil pač v gradnjo družinske hiše in je to malo upočasnilo trgovanje. A so kakšne omejitve tukaj, na katerih trgih lahko kupujete oziroma če lahko investirate v slovenske vrednostne papirje? Poglejte, jaz moram te posle seveda regulatorju poročati, kar tudi, ko se odločim za nakup ali prodajo, tudi počnem. Nisem pa limitiran z nekimi trgi. Običajno pa kupujem evropske ali pa ameriške. Na ameriške. Regulatorje pa ATVP si predstavljam. Okej. Tako. Mogoče se dotakneva lahko tukaj še individualnih naložbenih računov. Zdaj so začeli pač veljati, lahko jih odpremo. Tukaj smo videli, da KDD se mi zdi, da je majčkeno zamudil, ni zamudil, ampak ste v zadnjem hipu dali popuste. Zakaj ste tako pozno dali popuste? Mislim, da smo jih dali prvi v Sloveniji, vsaj kolikor vem. Mi smo bili z ministrstvom o tem dogovorjeni že vsaj 9, 10 mesecev pred začetkom. INR-jem, objava je bila pa taka, kot Je, pravite, ne. Člani, mislim, da so pa člani, Ljubljanska banka je bila ta prva, pol pa ostali so pa dan pred začetkom.
INR-jem. Jaz bi se tukaj na tem mestu predvsem čestitam ministrstvu za finance. Mislim, da odličen produkt, ki bo pokazal dolgoročno vrednost. Tudi regulatorjem je treba stisniti roko, ki so v to pomagali, da je ta zadeva implementirana. Sem prepričan, da se bo prijela in mogoče spremenila varčevalne navade Slovencev, ker vemo, da zdaj koncentriramo večino svojega imetja na nekih vlogah na vpogled. Odpirale se bodo zagotovo zanimive možnosti, o katerih bi morali razmisliti tudi na nivoju države, predvsem kako bomo sfinancirali NEK2. Velik infrastrukturni projekt, ki bi se ga dalo vsaj v nekem večjem delu tudi z obveznicami sfinancirati. Škoda, ki se drugi tir ni tako delal in tako naprej. Vas lahko vprašam vezano na popuste? Zdaj, a bojo te popusti, ne vem, če sem prav zasledila, veljali nedokončno oziroma ni nek datum veljave, Ni omejitev. kar se tiče samega kar se tiče INR-ja? Kar se tiče INR-ja. Ja. Mi v to verjamemo, zato smo to podprli z znatnimi popusti in ni omejitev, časovnih omejitev. Boste tudi vi si predstavljam odprl INR račun? Bom. Saj veste, da je cel kup nekih omejitev. So zneskovne, ampak se mi zdi v 15 letih ali pa v razmislek, če ima človek otroke, se mi zdi dobro njim nek mali portfelj zgraditi, ker bodo čez 15 let te zadeve ob izplačilu ali pa ob kakih večjih stroških, kot bodo verjetno šolnine ali pa kaj takega zadeva neobdavčena, se mi zdi v redu. To, da je 20 tisočakov v prvem koledarskem letu, ko odpreš INR račun, se vam zdi okej, da se ne more prenašati potem v drugo koledarsko leto? Ker če imaš ti 2 otroka, pa recimo mož, žena, se pravi 4 člane, odpreti INR v letu 26 zna biti malo problem, če nimaš še 100 evrov na lagerju. Pa sej ne rabiš odpreti, zakaj bi moral odpreti v letu Ne 26, rabiš. se lahko odpiraš Postopoma. 20 tisoč pa vseeno, se mi zdi, da je malo taka kar visoka omejitev za prvo leto, a ne? Ja. Ker se ne moreš prenašati. Ampak glejte, boljš, kot da teh produktov nimamo, tudi pri ljudski obveznici smo videli, prvo je država postavila do 100 tisoč evrov ta prag, zdaj smo že na 250. To je pa razvoj, počasi. Počasi se strinjam, ja. Zagotovo gre za korak v pravo smer, ne moreš imeti vsega takoj. Pravim, jaz osebno pozdravljam to iniciativo, mislim, da so se pametni. Okej. Kdo so pa lastniki KDD-ja? Če lahko mogoče se še dotakneva lastniške strukture, ja. Ja, KDD je delniška družba v lasti 7 delničarjev, in sicer gre za zasebne delničarje. Podatek o lastništvu je javen, to so družbe Spira 5, Finses, Spira 2, TDM Naložbe, neke delnice v lasti lastnih KDD-ja, Modra linija naložbe in Valeon. Družbe so iz različnih sektorjev, od gradbeništva do finančnih holdingov in tako dalje. Rekel ste mi pa prej, da bi lahko se pojavila tudi potencialno nova konkurenca, če bi bil pač interes na strani kogarkoli, da bi naredil firmo, ki bi se ukvarjala z, kako se temu reče, depozitarstvom? Klirinško-depotne storitve. Ampak zaenkrat ni bilo nobenega zanimanja. Ne, zaenkrat nobenega zanimanja ni bilo. Mi smo praktično tukaj za slovenske delnice, smo pač edini provider depozitarnih storitev, seveda pa smo pa povezani z vsemi tujimi depotnimi družbami, ki ni potrebe, da fizično odprejo poslovalnico ali pa firmo v Sloveniji, ampak preko elektronskih povezav se povežejo z nami in dosežejo enak cilj. Se pravi, nemški depozitar ima na svojem računu, da je reč 1000 krke, ki jih pa ponuja v Nemčiji. Ni potrebe, da odpre firmo tukaj, zato ni fizične konkurence. Je pa ta elektronska. Okej. A pa vsaka država ima samo enega depozitarja? Ja. Se pravi, tudi v drugih državah ni bilo zanimanja strani konkurence, da bi naredil eno? Zgodovinsko, recimo v Ameriki jih bilo več, ampak to je konvergiralo, združevali so se, prevzemali, ker je posla preprosto zmanjkovalo in na koncu ostal samo en, to je DTCC v New Yorku in tako naprej. Običajno je meni ni znana država, kjer sta dva. Še ena zadeva sem vas pozabila vprašati.
Preden sva se začela pogovarjati, ste rekel, da ne veste, če bo zanimivo, ker pač ste infrastruktura. Mhm. Se pravi, KDD je v bistvu infrastruktura, ki ponuja nek servis za to, da nemoteno potekajo posli na borzi. Varno, tako. Varno in nemoteno. Se pravi, države tukaj noter ni. Ne. Države več ni. Mislim, da so oni svoj delež že pred 10 leti prodali. Kaj pa si na splošno mislite o, ne vem, zdaj se nekaj govori o novih potencialnih IPO-jih na Ljubljanski borzi. Mogoče kaj veste o tem? Mitja Tomažinčič iz NLB-ja nam je povedal v prejšnji epizodi, ki smo jo snemali, je v bistvu nekako nakazal, da bojo prišli nova podjetja na Ljubljansko borzo. Glejte, vse, kar seveda pozdravljam, to je, vemo, kaj je bilo recimo z Novo Kreditno banko Maribor. Popolnoma drugačna slika oziroma absolutno zgodba o uspehu z Ljubljansko banko. Vzajemna je, če pustiva ob strani zdaj, kateri tečaj je pravi, to naj trg pove, ampak je že vredno, delnica Vzajemne po številu poslov najbolj trgovan papir na Ljubljanski borzi. In zagotovo obstaja neka lakota med investitorji za novimi delnicami, kar berem izjave ministra, da sta zreli za IPO 3 družbe, se pravi 2 iz turističnega sektorja, ena iz založništva. Pozdravljam, konkretno pa ne bi vedel, kaj se še pripravlja. Zdaj ste omenjali delnico Vzajemne. Predstavljam si, da ste spremljali kotacijo delnice. Ste bili kaj presenečeni nad, kako naj rečem, pump and dump zgodbo, če lahko temu tako rečem? Glejte, jaz težko komentiram, kak izraz dam tej zgodbi, ampak zagotovo zdaj trg bo pokazal, kjer je pravi tečaj. Jaz se veselim števila poslov, ki je vzpodbudno. Vidimo, da je par sto poslov na dan, kar je včasih imela cela borza v celem dnevu skupaj, ne. Seveda je neka začetni tečaj pri 8 ali pa 20 evrih ni nek realen pokazatelj vrednosti te družbe, ampak poglejte, danes smo že na 2,1, tako da se zadeva že nekako vrednostno stabilizira. A imate vi mogoče evidenco, koliko je trgovalnih računov odprtih v Sloveniji? Imamo 110 110 tisoč. Se vam to zdi, tisoč. kakšna številka se vam to zdi? Ne vem, v primerjavi mogoče s tujino, če imate kakšne primerjave. Glejte, ne moreš imeti primerjave s tujino, ker ti to v osnovi veliko ne pove. Kaj pa nam pove, če je v Nemčiji 5 milijonov računov? Nemčija je toliko večja država. Procentualno gledano. Procentualno gledano je običajno na zahodnih trgih, da ima 5% do 6% populacije portfelj vrednostnih papirjev. Kar vidite tudi na primeru Slovenije, da to kar drži, ne? 5% je 110 tisoč, da se nekako gravitira v to, kar obstaja na tujih trgih. Zdaj prvič po 30, oziroma lansko leto smo imeli koncem leta 100 tisoč računov, zdaj jih je 110 tisoč. Mi prvič po parih letih je število računov začelo rasti, predvsem seveda zaradi izdaje ljudskih obveznic, zaradi izdaje delnic Vzajemne, zaradi odpiranja INR računov. In seveda se nadejamo čim večjemu številu odprtih računov. A mogoče že veste, koliko je odprtih INR računov? Mislim, da od 5. marca je bilo možno. Tako, 5. marca dalje do včeraj popoldne 440. 440? Wow, to je pa kar. Dobro, saj pravim, produkt je dober. Wow, to pa je Absolutno kar zanimiva številka, moram priznati. Ja, je tudi nad mojimi pričakovanji. Okej. Se pravi, teh 440 ste noter vključili teh 110 tisoč. Se pravi, vse skupaj se gleda. Ja, tako. Ampak to so, si predstavljam, samo od borznih članov trgovanje računi, ne pa recimo računi, ki jih imamo zunaj odprti pri drugih brokerjih. Te statistike vi nimate. Te statistike mi nimamo, ampak štet je račun, recimo Trade Republic, če ima odprt preko nekega tujega posrednika, je štet ta en račun, preko katerega on dostopa do Slovenije, je štet v to. Se pravi, je noter v 110 tisoč tudi Trade Republic. Seveda. Interactive Brokers? Seveda. Tudi ni neposreden član Ne. KDD. Ne vemo, preko koga dostopa. Aha, okej. Se pravi, tukaj ni noter vključen v to številko.
Je njegov skrbnik. Skrbnik pa je, ampak Ker nekdo se pravi, dostopa. to je samo Ja. en skrbnik, nimava pa podatka, koliko je pa za koliko Tako, računov tako, skrbi, ne? tako. Aha, okej. Zato, ker recimo Blaž Brodnjak iz NLB-ja je zadnjič na podcastu povedal, da je recimo Revolut, ki je v bistvu nek hibrid med banko in pa brokerjem, da je tretji največji po številu računov v Sloveniji. Se pravi, predstavljam si NLB, OTP, Revolut na tretjem mestu. Si predstavljam, da tudi kar nekaj ljudi preko Revoluta trguje. Tukaj tega podatka nimava verjetno, ne? Mi tega nimamo, ne. Aha. Okej, 110 000 se mi zdi tudi kar taka dosti lepa številka, no, ne glede na to, da pač govorimo, koliko smo finančno nepismeni, se mi zdi, da vseeno nekaj se dela na tem področju, ne. Ne, glejte, potenciala je v Sloveniji ogromno, seveda treba ga adresirati od projektov opismenjevanja do ponudbe inštrumentarja in bo, ne. Vidite, denarja je res ogromno na bankah, samo treba ga je mobilizirati. Seveda to ni proces, ki traja nekaj tednov, ampak gre za dolgoletne procese. Ampak mislim, da smo na pravi Kaj si poti. pa vi mislite o dogajanju na Ljubljanski borzi? Rekordi padajo praktično iz dneva v dan. Dobro, zdaj smo imeli zaradi iranske situacije oziroma situacije na Bližnjem vzhodu malo pavze, a ne, ampak ja, videli smo, rekordi pač padajo. Spodbudno, super. A to je vam super? To je meni super, seveda, ja. Delujoč trg kapitala je zelo pomembna zadeva. Se pravi, bolj ko raste borza, več prihodkov vi tudi ustvarite konec koncev. A lahko rečeva, lahko Ne reževa? čisto linearno, zato ker imamo tarifo minimum pa maksimum, nad eno točko je popolnoma vseeno za nas, ampak seveda je pa dobro za vlagatelje, v tem mislim, ne. Ker lahko vplajajo svoje prihranke, kaj zaslužijo. Vi ste verjetno, si predstavljam, že dolgo časa na tem trgu, spremljate dogajanje na borzi, a ne? Se spomnite leta 2007, 2008, 2009, kaj se je dogajalo? Kaj se je dogajalo takrat na KDD-ju? Ja, mi smo pač takrat smo se srečali prvič z nekimi res povišanimi prihodki, ne, ki so bili takrat v večji meri zaradi druge strukture tarife vezani na borzni trg. In seveda, ne, te veselice so del tega posla, ampak noben nas ne sprašuje, kaj se pa zgodi, ko tečaji padejo. No, povejte, kaj se zgodi, ko tečaji padejo. Ja, predvsem manj veselice, ne. Za vlagatelje in za KDD in za borzo in za borzne posrednike. Ta veriga je zelo povezana. Za borznike posrednike je v bistvu pravzaprav vseeno, ker oni služijo, če raste ali pa ko pada, nima veze, oni tukaj provizijo poberejo. No, ja, če raste, imate precej več posla. Ker ta eho efekt gre hiter, ne, da se to splača kupiti, pa da je dober, ne. Aha, ja, no, ampak ne glede na to, tudi ko so padci, se mi zdi, da zelo lepo lahko zaslužijo. Saj veste, kaj pravijo na borzi? Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered. Yes, res je, res. V redu, mislim, da sva obdelala več ali manj vse, tako da ste nam približali vaše delo, KDD, tako da najlepša hvala za super debato. Ok, Marja, hvala tudi vam. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.